Jaz zjutraj čist preveč dolgo vezem, tako da bo današnji uvod malo hitrejši. Wow, to je res hiter. Današnji cilj, Veliki Rogatec. Za naše izhodišče se držimo smeri Gornji Grad. Če pridemo iz Štajerske, gremo takoj za Gornjim Gradom desno, če pridemo iz Kamenške smeri pa pred Gornjim Gradom levo, enih 100 metrov pred tablo. Pol se pa držimo ozke ceste, nekaj časa še asfalt, poznaj pa je na 2 km makadama do Cerkovce Svetega Lenarta nad Gornjim Gradom. Tam bo tudi naš štart. Tako, midva sva prištimana, parkiramo nekje na primernem mestu ob cesti, ko vidimo tole tablo. Oziroma tele table. Tukaj se pa usmerimo v smer Lepenatka. Na začetku je lahko malo zmede, ker moramo večkrat prečkati te gozdne vlake, ampak pomaga nam, če se držimo smeri naravnost. Se pravi naravnost, pravokotno v hrib. Po kakšnih 15 minutah pa spet pridemo na makadamsko cesto, ki vodi od Cerkovce naprej in se jo kar nekaj časa držimo. Ko iz makadama na poti zavijemo desno, imamo pa dve opcije. Ali gremo po pastirski poti, se držimo malo bolj levo, ali pa ob poti ob gozdu. Pot ob gozdu res ves čas poteka na jasi ob gozdu, tako da jo res ne moramo faliti. Če bi se odločili po pastirski poti, je pa tistale tamle. Pa enkrat pridemo do zagrajenih pašnikov, je pa vrh Lepenatke že čist blizu. Čist na vrh Lepenatke nas čakajo table, smerokazi in mi gremo desno na sedlo Kal in od njega na naš Veliki Rogatec. Tele stene Velikega Rogatca izgledajo res mogočne in nedostopne. Sva prispela na sedlo Kal in greva ta prv pogledat bivak. Me prav zanima, kakšen je. Nisem še bil. Tole pa kar nobel zgleda za bivak. Človek kar kakšen vikend takole imel. Od tukaj do vrha Rogatca je pa še enih 300 višincev. Pot gre najprej za 200 metrov, malo v senci po gozdu, pa se pa kar zelo hitro začnemo kar ostro vzpenjati.
Po prvem resnem vzponu, ki ga res ne priporočam iz psi, ker sem mogel Rexu parkrat pomagati, pridemo na eno tako sedlo, malo skozi gost, na koncu imamo pa spet vzpon na vrh velikega rogaca. Reče se mu pa tudi veliki rogač ali pa mrtvi menih, vse je živo. Ok, sledi še zadnja strmina. Kljub temu, da naj bi bil v zraku baje saharski pesek, se tudi danes zelo lepo vidi iz velikega rogaca, velika planina, krvav skalški greben, malo v oblakih, skuta, brana, planjava, Ojstrica in pol na drugo stran Olševa, Raduha, tako da ni da ni. Tako, najna zabava je zaključena, vsaj za navzgor. Najedla sva se, napila sva se, zdaj greva pa nazaj čez Gornji Špeh. Kera imena, ne moreš verjeti. Evo ga. Tudi pot navzdol je ves čas lepo vidna. Malo po gozdu, malo po jasah na odprtem. Tukaj pri Zgornjem Špehu se pa za nekaj časa priklopimo na široko gozdno cesto. Malo pridemo pa tudi do tabel, ki nam povejo, kje moramo z te gozdne ceste dol zaviti. Kjera senca je pa tle, že kar malo hladno. Ko pa pridemo iz gozda in vidimo tole ograjo, pa pomeni, da imamo do avta še kakšen kilometer v tejle naši gozdni cestici. Cirkus Svetega Lenarta. Tako, najna pot je zaključena, saj kar se tiče hoje. Fajn je uspel, ta veliki vročini sva se uspela izogniti. Tukaj so pa najdla in ful dober plet za noge namočiti. To je treba pa sprobati. Da ne pozabim, današnja krožna pot je imela 8 km pa 800 višincev, tako da lahko rečemo, da je bila kratka, ampak na moment pa tudi kar intenzivna.